Dobrodošli v nov video in danes bomo govorili o tem, kako si boljš razporediti vaše stroške, kako boljš urejati vaš budžet čez mesec, ko dobite plačo, kaj pa s tem narediti. In povedal bom tudi, zakaj je večina teh nasvetov, ki vam jih dajo neki te online guruji o tem, kako vi morate upravljati vaš budžet, je v bistvu ful napačnih, a ne. In preden gremo v ta video, ki bo sicer malo krajši, bi rad samo še omenil, na spletni strani Live, gor so zastonj programi o grajenju vašega bogastva in vsi ti programi se bodo updatali ves čas in prihajali bodo tudi novi. Tako da si zagotovite zdaj brezplačen dostop, link imate spodaj, se prijavite in boste imeli lifetime access do vseh stvari brezplačno. No, pa kar pejmo v ta video. Se pravi, ko vi dobite plačo, a ne, imate verjetno, bom tako napisal, ne, se pravi, najprej imate pač davke, ki pač jih vi plačate ali pa so pač avtomatsko plačani, a ne. Potem imate najverjetneje od 10 do 20% za investicijo. Tle bolj šparate, a ne, za naprej investirate compound interest, da boste imeli veliko denarja, a ne. In potem imate še pač vaše billsi, a ne, se pravi rent in vse to, kar pač plačujete, bom kar napisal bills. In potem, kar vam ostane, je kao vaš ta spending budget, ki lahko porabite, na čemer si želite in zapravite denar za v bistvu neuporabne stvari, no. In to vam pove večina teh nekih online gurujev in jaz bom to začel obrnil na glavo. Meni se to zdi v bistvu dosti narobe in kar jaz delam malo drugače in sicer spremenim to stvar. Tle, ko imate 10 do 20% za investicijo, to zbrišem. In namesto tega bomo zdaj napisali tle spending budget in si dajte ta spending budget glede na vašo plačo, kako bo velik, ne, recimo, če se služite, ne, 3000 evrov na mesec, ne bo spending budget, ne vem, 500, 600, kaj jaz vem, ne, se pravi, recimo v tem bom dal en sam primer, recimo, da je vaš spending budget 300 evrov na mesec in če za kaj šparate, kar stane, ne vem, 1000 evrov, boste pač malo več kot 3 mesece šparali in potem si to kupili, ne boste kar vzeli. Vi ne smete zapraviti na nekih stvarih, ki niso pomembne, več kot 300 evrov na mesec. In v bistvu, kaj boste tukaj naredili, je si dali nek tak limit, koliko lahko vi svojega denarja zapravite za te neuporabne stvari in posledično vam bo tudi ostalo ful več denarja. No, in potem, ko imate v bistvu spending budget narejen, boste pa tle zbrisali od spodaj in vse, kar vam ostane, se pravi, po davkih, spending budgetu in vaših billsih, bo pa budget za investicijo. Se pravi, če imate redno plačo, to ne bi moglo biti. Se pravi, če imate redno plačo, to ne bi bil problem vse slediti in recimo, ko se to plačate, vam bo ostalo veliko več kot 10 do 20% za investicijo, ker vaš ta goal bi mogel biti, da čim več namenite denarja za investiranje, ne. In v bistvu to je ta fora, ker veliko ljudi dela napako, da v bistvu si dajo tle nek limit za investiranje in potem imajo spending budget ful prevelik, medtem ko bi mogli v bistvu biti glih tako, da imate pa vse, kar vam ostane za investicijo. Ker samo tako boste čez čas lahko potem obogateli, ker compound interest je pač preveč OP in na dolgi rok se vam bo to res plačali in se jim boste zahvalili, ko boste bili pol zelo bolj wealthy, kakor se trenutno. To je bil to za ta video, sam neko tak quick, v bistvu sem tako na hitro, sem hotel povedati, kaj se meni zdi, da je največja napaka pri budžetiranju ljudi na splošno. In ja, to je bilo to za ta video, če ste enjoyali, like, subscribe, comment, morava hitati algoritem, tako da res lajkite, če ste do konca pogledali, pa mi bo video fix vsaj malo valuable. In ja, ne pozabite iti na spletno stran, pa se ga.